16. do 22. poteka Evropski teden mobilnosti in seveda tudi dan brez avtomobila. Občina Radovljica pa je letos že 16. organizirala kolesarski izlet in kamor so se rekreativci popeljali kar 15 kilometrov. Pred Čebelarskim centrom pa je bila otvoritev drugega dela kolesarske povezave med Železniško cesto in Gorenjko. Spoštovane kolesarke in kolesarji, dragi domačini, cenjeni gostje, občinski svetniki, predsednica krajevne skupnosti Lesce, predstavniki krajevnih skupnosti in izvajalci projekta, danes obeležujemo Mednarodni dan mobilnosti. Letošnji slogan Trajnostno povezani spodbuja, da čim več poti opravimo peš, s kolesom oziroma z gibanjem telesa in na svežem zraku. Še posebej to velja za kratke razdalje. Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Njeno vodilo je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Z učinkovitimi ukrepi se zmanjšuje potrebo po osebnem motornem prometu in s tem zmanjšuje škodo, ki jo ta povzroča tako okolju in našemu zdravju. Spoštovani vsi zbrani, na ta prečudovit dan vas prisrčno pozdravljam v imenu občine Radovljica in pa seveda tudi v svojem imenu. Kaj naj rečem, leto je bilo zelo hitro naokoli. Se spominjate, ker vidim, da vas je večina tudi bila lansko leto z mano na otvoritvi tega povezovalnega dela in takrat smo tudi nekako obljubili sodelavci, da bo v enem letu tudi ta odsek končan. Jaz sem izredno vesel, da smo prav na dan, bom rekel, mobilnosti oziroma dneva brez avtomobila, da nam je uspelo to cesto, železniško cesto, od železniške postaje v Lescah, pa tukaj mimo Gorenjke, navezati na obstoječi lanskoletni projekt. Lá se usa este pode ser, feito na tua.
Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, od 16. do 22. poteka Evropski teden mobilnosti in na krajši slovesnosti ste predstavili projekt kolesarske povezave, že drugi del. Res je, no, mi smo načrtovali ob lanskoletni otvoritvi te povezovalne poti kolesarske in pa tudi ceste pločnika med Radovljico pa Lescami. Torej, to je bil pa drugi del, navezava iz Železniške ulice Lesce proti tem odcepu. Tako da moram reči, da nam je uspelo z izvajalci, tukaj moram pohvaliti Gorenjsko gradbeno družbo, da je res do zadnjega dneva bilo tako vse pripravljeno, da smo danes lahko otvorili ta odsek. Torej, gre pa za približno 550 metrov cestišča z kolesarsko stezo izven nivojskim pločnikom in predvsem gre tukaj za veliko pridobitev varnosti in pa seveda tudi to kolesarsko povezavo, ki bo potem naprej nadaljevanje na celo kolesarsko povezavo do Bohinja. Izvajalec je bila Gorenjska gradbena družba. Kako je pravzaprav delo potekalo? Delo je potekalo odlično, razen pač teh, kar je že gospod župan omenil, podražitev pa tako naprej, s čimer se soočamo vsi izvajalci v Sloveniji. Sicer pa brez nekih hudih težav. Koliko časa ste porabili, da ste to vse do konca naredili? Začeli smo, mislim, da v začetku leta, pa v bistvu sedaj so bila dela zaključena do konca avgusta, septembra. Gorenjska gradbena družba je na večjih projektih izvajalec v radovljiški občini? Tako je, zdaj tudi zaključujemo to kanalizacijo Lancovo, pa tudi kar nekaj manjših in večjih projektov v Radovljici in tudi gorenjskih občinah smo konec koncev največja gradbena družba na Gorenjskem, pa ena izmed večjih v Sloveniji. Je šlo brez nevšečnosti? Lahko rečem, da ja, no, tudi pač na koncu, če se zavedamo, da smo vsi udeleženci pri gradnji na isti barki in da imamo skupen cilj, pač problemi se vedno pojavljajo, ampak smo zato tukaj, da jih rešimo skupaj. Alenka Mencinger, kolikokrat ste se že vi udeležila kolesarskega izleta v Radovljici? Ja, mislim, da smo eni 4-krat bila, 4-krat so se udeležila, lepo je, zelo lepo je organizirano in letos nam je tudi uspelo kljub obolelosti s COVID-om, ker nam je ravnotežje nagajalo, ampak kljub temu sva to lepo popravila in lepo kolesarila in sva hudo vesela, da lahko še v teh letih kolesarijo. Čestitke! Kako pa vi, dr. Mencinger, tudi vi ste kar rekreativc še vedno? Ja, veste, kaj uživamo v kolesarjanju in skoraj vsak drug dan narediva 20-30 km, ampak malo pogolfava, ker imamo elektriko. Ja. Kakšna je bila danes pot? Super je bilo, pa zelo ima človek občutek, da so vsak let bolj disciplinirani kolesarji in vsak let je bolj prijetno. Ja. Kaj vas še čaka letos, boste še kolesarila? Ja, kolesarila bova še, ampak veste kaj, z ozirom na najna leta, ki sva oba čez 80, si želiva samo, da bi še prišla na te kaške smuči enkrat po zim. Kolikokrat si se že udeležila kolesarskega izleta? Letos sem se prvič. In kako ti je bilo? Zelo dobro. Koliko kilometrov si privozila, veš? Kakšnih 15. In boš drugo leto spet sodelovala? Verjetno ja. Kaj pa ti, kolikokrat si se pa ti udeležil? Ne vem, po moje, da je prvič, mogoče sem se še kdaj. In kako se ti je zdelo? Drugače je bilo odličen. Se ti je zdelo veliko kolesarjev? Ja, drugače ja. Je bilo ja, kar. Kolikokrat ste se že udeležili kolesarskega izleta? Točno ne vem, mislim pa več kot 10-krat. Kako ocenjujete današnjo pot? Prekratka. Prekratka? Ja, prekratka. Ste rekreativen kolesar in navajeni več kilometrov? Ja, več, pa ne dosti več, ampak to je bilo kar kratko. Se vam je zdelo urejeno, kar ste prekolesarili? No ja, dober. V redu. Kolikokrat ste se pa vi udeležili kolesarskega izleta v Radovljici? V bistvu sem letos prvič kot predstavnik Gorenjske gradbene družbe, ki smo gradili to kolesarsko povezavo.
v Lescah, tako da smo že mogli sprobati tudi cesto, če je taka, kot mora biti, kot vodja gradnje na tem odseku. Se vam je zdela dolga pot? Za mene ne, ker sem v bistvu dosto kolesarim, tako da ni bilo neke hude sile. Ste rekreativen, navdušen kolesar? Tako je, bolj tekač, ampak tudi kolesar, tako da ni bilo hude sile. Profesorica Ana Dvoršak, vaši dijaki so ponovno pripravili pogostitev tukaj na biodinamičnem vrtu. Kako ste jo pripravili? Ja, skupaj z dijaki sodelujemo, se pravi pri praktičnem pouku kuharstva in pa strežbe. Zraven smo sodelovali vsi učitelji praktičnega pouka, se pravi tudi učitelji, ki so poučevali pred dijake pri pouku kuharstva, nato pač tudi učitelji praktičnega pouka strežbe. S čim ste pogostili vse kolesarje 19. kolesarskega izleta? Pripravili smo razne hladne predjedi, se pravi bolj prigrizke, kjer si gosti jemljejo jedi z rokami, nekaj pa tudi tople juhe in pa ker je bolj jesenski čas, že nas krajšal s hladnim vetrom, pa smo pripravili tudi topel čaj. Vse, kar ste pripravili, je tukaj iz ekološkega vrta. Res je, skupaj z vrtom, se pravi tem kotičkom, pravim ekovrtom sodelujemo, ter nam pripravijo razne sušene zelišča, ki izdelujejo, nato tudi šola sodeluje s tem in je vedno vključena v to, da pridemo in vzamemo sveža zelišča, zato da jih potem lahko pripravimo in izdelujemo za razne jedi. Letos je organiziran že 19. kolesarski izlet, za vse te udeležence pa vedno pripravite tukaj pogostitev. Ja, približno 15 km je bil ta kolesarski izlet. Moram reči, da je bilo čudovito vreme za kolesarjenje. Seveda vedno se pa dobimo na tem prečudovitem sadovnjaku in pa vrtu, učnem vrtu z visoko blagovno znamko Demeter. Tudi vse, kar smo danes poskusili v hrani, je bilo pridelano tukaj in pa prav moram pohvaliti to sodelovanje s srednjo gostinsko šolo iz Radovljice, tako res zanimivo, okusno so pripravili, da sem prav navdušen. No in ta biodinamični vrt je tudi letos dobil posebno priznanje. Ja, seveda, glede na to, upam, da ste tudi posneli, ker je tako čudovito iz leta v leto se nadgrajuje. Torej, bili so pravzaprav med 3 vrtovi v Sloveniji, seveda ekološkimi, biodinamičnimi, in smo ponosni, da imamo tak visok nivo. Ne gre samo za proizvodnjo tukaj, ampak gre predvsem v ozaveščanje mlajših, predšolskih, osnovnošolskih in pa tudi srednješolskih otrok. In sem prepričan, glede na to, da imamo to že od leta 2014, da bo trajnostno in da bodo vse generacije videle, kako se prideluje prehrana in to na visokem ekološkem nivoju. Se ekološka prehrana vedno bolj uveljavlja vse povsod, tudi doma? To je res in pri nas imamo tudi dovolj veliko število ekoloških kmetov. Moram povedati, da v okviru tega projekta je tudi semenjalnica in ekološki kmetje, bom rekel, vsako leto posejejo predvsem določene produkte za to, da naredijo oziroma pridelajo semena in jih potem naslednje leto torej namnožijo in zdaj ta semenjalnica tudi že več kot 4 leta zelo uspešno deluje v Čebelarsko-izobraževalnem centru v Lescah. Doktorica Maja Kolar, nahajava se na biodinamičnem vrtu. Kako je v letošnjem letu obrodilo te sadove, ki so na tem vrtu? Kljub vemo, da ne ravno zelo
primernim vremenskim situacijam, ki so se dogajale v letošnji predelovalni sezoni, smo z pridelki z tega vrta kar precej zadovoljni, kar kaže na to, da res verjetno delamo v skladu z naravo, da jo pač vzpodbujamo in nam potem tudi bogato to poplača in nagradi z okusnimi in obilnimi pridelki. Zelo dobro pa sodelujete s Srednjo gostinsko šolo iz Radovljice in pa tudi šolo Antona Janše tukaj v neposredni bližini. Z šolskimi skupinami zelo dobro sodelujemo in si tudi želimo v prihodnosti še več tega tovrstnega sodelovanja. Tudi za današnjo prireditev je Srednja gostinska šola pripravila raznolike jedi in to samo s pridelkov z našega vrta. Hkrati pa tudi šolski vrt obiskuje osnovna šola Antona Janše in tudi osnovna šola Antona Tomaža Linharta, kjer pa skupaj z učenci ne da samo se učimo, kako se prideluje zelenjava, ampak tudi izvedemo določene učne ure. Že pred leti ste dobili Demeter, letos pa ponovno priznanje in verjetno si vsi želite, da bo to trajnostno. Ja, vsekakor tudi v tem smislu delujemo na tem vrtu. Res smo zelo veseli, ker smo dobili nagrado. Bili smo med nagrajenimi na mednarodnem natečaju biodiverziteti najbolj prijazen šolski učni vrt in to si je pač prislužil naš vrt to nagrado. Letos pa so vam postavili učilnico na prostem. Ja, kot sem že prej povedala, vedno več sodelujemo tudi s šolskimi skupinami in v okviru projekta Seme preteklosti je seme prihodnosti smo dobili tudi novo pridobitev in sicer učilnico na prostem, zato da se res lahko z učenci tukaj tudi učimo in spoznavamo tudi, v bistvu, da imamo učenje v naravi in imamo učilnico na prostem.